Pozdravljeni. No, lejte, kdo je pri meni? Rok Čož. Ne vem, če ga poznate, ampak tisti, ki ga poznate, je to simpatičen, jaz bom rekla fant, ker je dosti mlajši od mene, simpatičen moški, ki dejansko ve, kaj dela v življenju. Napisal je 2 knjigi, in sicer prva, Naslednji korak, in druga, Prava odločitev. In to sta 2 knjigi, ki dejansko ljudem pomagata pri tem, da naredijo naslednji korak. Veste, naslednji korak, kakor se znajdemo v življenju, ko veš, da bo treba nekaj narediti, pa koraka ne naredimo. No, tako da, Rok, hvala, ker si prišel k meni, ker si se odzval po vabilu. Hvala za vabilo, veseljem. No, mi bova danes govorila, veste, o vzorcih. In sem ga povabila tudi z namenom, ker pogosto, veste, ženske nekaj delamo na sebi in bova govorila tudi o tem, kakšne so ženske, kakšni so moški in mogoče tudi ideja, če je kakšen moški, ki ve, da je čas, da nekaj naredi, da pa vseeno mogoče poišče pomoč. Lejte, Rok se tudi s tem ukvarja. Tako da, Rok, daj najprej povej par besed o sebi, kako si prišel do tega, da je čas, da napišeš knjigo. Ja, mogoče najprej o sebi, si me že na nek način predstavlja, ne? Jaz na kratko sem človek, ki je zelo radoveden, ker se dobro počuti v svoji koži in dela, kar ga veseli. In 7-8 let nazaj sem skozi neko svojo lastno bolečino, ko sem iskal neke rešitve, ker se nisem dobro počutil v svoji koži, sem prišel na mojo to novo karierno pot, ki je v bistvu moja strast zadnjih 7 let v mojem življenju, me zelo zanima in me je tudi zelo pomagala, da sem se enih svojih lastnih kompleksov osvobodil. In to je osebna rast, ne. V bistvu ugotovil sem, da če hočem živeti boljše življenje, če se hočem boljše imeti, da bom mogel nekaj na sebi narediti, ne, da me tisto, kar zgleda navzven, torej uspeh, neki dosežki ne bojo srečali, ampak da moram narediti nekaj na tem, da bom našel nek svoj notranji mir, ne, da bom pomirjen sam s sabo in da se bom dobro v svoji koži počutil. In kako sem prišel na to, da sem napisal prvo knjigo, nikoli prej nisem o tem nekaj razmišljal, nisem si tudi predstavljal, ne, da bom kdaj avtor, ne, da bom knjige pisal. Ampak sem jaz naredil te spremembe pri sebi, ker sem se začel soočati s svojimi težavami, s stresom in ker sem začel živeti pol tudi boljše življenje, sem v bistvu na spodbudo prijatelja, ker sva se večkrat vedno več sva se o teh stvarih pogovarjala, mi je rekel, da imam tak zelo dober način razlage, ker se on lahko z njim poistoveti in da mu te stvari, o katerih govorim, zelo pomagajo in da bi jaz mogel knjigo na to temo napisati. In v bistvu je bila to čisto impulzivna odločitev, sem pol tisti večer razmišljal, kva pa če bi res, in naslednje jutro sem se takoj lotil, prižgal računalnik, odprl Google in začel malo raziskovati, kako se knjigo sploh napiše. In potem sem se kar lotil, ne, in sem jo v bistvu v enem mesecu izlil iz sebe. Odločil sem se pa, da bom pisal o zadevi, ki nas najbolj drži nazaj, in to je naš ego. Ne, ta knjiga govori predvsem o egu in o omejitvah, ki si jih v bistvu postavljamo sami. In v bistvu to je bil moj knjižni prvenec, ki se je zdaj prodal že v 13.000 izvodih. Res čestitam. Hvala. Tako, in pa druga knjiga? Ta druga knjiga je pa ugledala luč 4 leta kasneje, torej leta 2024. Ta pa govori o sprejemanju odločitev, ne? In to je pa tudi knjiga, ki je izhajala iz tega, da sem jaz v bistvu se soočil z enimi težkimi odločitvami v življenju. In sem to področje kar raziskoval, da sem v bistvu našel način, kako se odločati iz srca in kako sprejemati odločitve, katerih kasneje ne obžalujemo, ne. Knjiga pa govori predvsem tudi o odraščanju, o tem, kako v bistvu naš notranji otrok, ne, naša želja potem, da bojo drugi odobravali naše odločitve, da bomo mi živeli življenje tako, kot da drugi pričakujejo od nas, a ne, kako nas to v bistvu ovira v življenju in kako v bistvu se mi lahko naučimo sprejemati odločitve iz srca, a ne. In ta knjiga je v bistvu proces od tega, da obdelamo 30 omejujočih prepričanj, ki nas omejujejo pri tem, da bi sprejemali odločitve tako, kot mi čutimo, da je prav,
ampak jih sprejemamo tako, kot mi mislimo, da bi jih mogli sprejemati. In namen te knjige je, da v bistvu ta omejujoča prepričanja razbijemo in da se začnemo odločati srca, torej sprejemamo odločitve, za katerimi lahko večno stojimo in jih kasneje tudi ne obžalujemo. Tako, tisto, kar te duša podpira na tvoji poti. Zanimivo je, meni se je odprl tukaj na poti k odraslosti. In pač opazujem življenje in opažam, da je ogromno ljudi obtičalo nekje. Ko je bila rana življenja ali pa teža življenja pretežka in enostavno niso mogli, nastala neka rana, in se vedno znova vračamo v tisto rano. Ne mi povej, kako ti pomagaš človeku, ki pač se imamo vsi rane, ampak kako ti pomagaš zdaj nekomu, kako si se pomagal. Ker, dajte, ogromno ljudi in prav to mi je bilo, kar me je nagovoril, recimo, da sem Roka povabila sem na ta klepet, obtiči v nekem nekje, in to se tudi, recimo, že po glasu se to odraža. Kdor ima, recimo, tako, ti imaš moški glas, in se vidi, da že preko glasu se vidi, da imaš pošlihtane zadeve. Tisti, ki nimajo pošlihtane zadeve, imajo moški zelo visokofrekvenčni glas in tudi ženske imajo ta glas, kar reče, že ne morem poslušati. To dejansko kaže na to, da nismo uspeli odrasti. Zdaj pa, da mi kaj o tej poti povej, na poti k odraslosti. Ja, to je ena taka zanimiva pota, ki vsak od nas dojema malo po svoje. Ker si otrok gleda svoje starše in misliš, da vedo vse, da to so pa ljudje, ki ti bojo res lahko pot pokazali, ker pač, kva pa naši starši ne vejo. Tako. In potem, ko ti odraščaš na tej poti, vedno bolj skozi leta spoznavaš, da starši tudi ne vejo vsega, da v bistvu marsikaj ne vedo. In v tej knjigi opisujem vse te stopnje, skozi katere gremo, od tega otroškega dojemanja odraslosti, do tega, ko si v srednji šoli dojemaš odraslost, ko to povezuješ z nekimi svoboščinami, ko si želiš biti svoboden, ko imaš neke prepovedi, omejitve. Ne smeš avta voziti, ne smeš piti alkohola, ne smeš priti domov po tej uri. In odraslost dojemamo v bistvu kot neko dodatno svobodo. Potem pa prideš v leta, ko si polnoleten, ko dobiš izpit za avto, ko to svobodo imaš. In potem ugotoviš, da se še kar v bistvu ne počutiš odraslega. Še vedno se obremenjuje s tem, kaj si drugi mislijo o tebi, še vedno se bojiš neke avtoritete. In potem pride naslednja faza odraslosti. Torej, delaš ti na tem, da se v bistvu teh avtoritet znebiš v svojem življenju, da ti postane svoja glavna avtoriteta. Da se avtoriteta iz ust tvojih staršev pa drugih avtoritet v tvojem življenju preseli v tvoje srce in da začneš res slediti temu, kar pa tebe veseli, kar bi ti rad živel, in da res si svoboden v pravem pomenu besede. Torej, da nisi sužen drugih ljudi, da nisi sužen tega, kaj si bojo starši mislili o tebi, da začneš odločitve sprejemati tako, da si ti pomeren z njimi. Okay. In to je pa pol tista naslednja faza odraslosti, kateri pol tudi sledi še naslednja, torej, da se osvobodiš od strahu, pred svojimi lastnimi občutki, pred svojo lastno bolečino, ker nas pa tudi v tem bo tudi res me iskreno zanima, kako tale korak narediti, strah pred avtoritetami. Ne vem, ti povem primer. Hodim v eno trgovino, kjer je en zelo prijazen gospod, zelo. In potem, ko povprašam, kako pa kaj, živi sam z mamo, star je 50 let. Za moje mnenje je, da ta gospod ni uspel narediti koraka, da bi se osvobodil od avtoritet. Se pravi, avtoriteta v njegovem življenju, predvidevam, da je njegova mama. Ja, zdaj bom tako rekel, tega gospoda pa njegove zgodbe konkretno ne poznam, ampak poznam pa ljudi, ki so stari že 50, 60, 70 let, pa jih še vedno zelo skrbi, kaj bojo njihovi starši rekli. No in kako narediti ta korak? Ja,
Tukaj gre predvsem za neko hierarhično lestvico, ki jo mi imamo, ki nam je v bistvu privzgojena, ko smo otroci. Ne? Torej, na ljudi ne gledamo kot na enakovredne, ampak gledamo, kot da se igra neka pozicija oziroma neka igra moči. Ne? In neka hierarhična lestvica, kdo odloča za koga, oziroma od koga mnenje pa odločitve več štejejo. In ker si ti otrok, seveda nisi enakovreden svojim staršem, zato ker te prekašajo v vseh vidikih, ne? So mentalno, fizično, so ti superiorni, ker si še nedorasel, neboglen, odvisen si od njih. Ne? Ker pa ti enkrat odrasteš, je pa pomembno, da če hočeš res zaživeti, da dobiš tisto res človeško izkušnjo, tako se zagre, ne? Da ptič zapusti gnezdo, ne? Da ti poleti z gnezda in vzameš vajeti v svoje roke, ne? Da ti greš na svoje. In marsikdo tega gnezda nikoli ne zapusti, ker zapustiti gnezdo pomeni tvegati, ne? Pomeni sprejeti odgovornost za svoje odločitve, pa za svoje življenje. In potem tudi ne moreš s prstom na nobenega drugega kazati, ne? Da je nekdo drug kriv ali pa odgovoren za situacijo, v kateri si. In to je tudi pomemben korak, da ga mi v svojem življenju naredimo, če res želimo biti sam svoj človek. Ne? Tako. Jaz sem res prepričana o to. Svetlana Makarjevič je napisala eno krasno povest o tem, kako razvajeni vrabček ni uspel zapustiti gnezda in je vedno kričal, ne vem, poznaš to zgodbo. V glavnem tako, mama, lačen. In mama vsakič, vsa izmučena, gre, nišče, pač leti, nišče hrano za tega vrabčka. In vsakič znova in enkrat, ker je bila popolnoma izmučena. In ta njen vrabček, ker vsi ostali otročki so že, ptički že zapustili gnezdo, pa ta razvajeni vrabček je še kar kričal, da hoče hrano. In vsa izmučena gleda v luno in ji luna pomežikne. In luna ji reče, in sta se pomenili z luno, in naslednje jutro, ko vrabček spet kriči, da mama hrano, lačen in tako naprej, mama samo prestavi glavo iz leve ali desne peruti po drugo perut in reče, najdi si jo. In potem on še kar kriči in mama še kar spi. Prav, zdaj nekako nauk te zgodbe bi bil, ker potem vseeno, ko je bil pa dovolj lačen, je pa poletel. Zdaj nauk te zgodbe, kako bi ti rekel, Rok, je s tvojimi očmi krivda staršev, da ne spravimo otroka iz gnezda, a je v bistvu problem pri otrocih, da se dobro počutijo v svojem gnezdu in da nič ne naredijo. Ker to je pa poplava ljudi, pa ne glede na starost, ki so še vedno nekako vezani na domače gnezdo, preveč navezani. Tukaj midva zdaj govoriva o tem, da dejansko ti lahko gradiš svoje življenje, ko si pa samostojen. Zdaj pa kje vidiš, da je tukaj problem? V starših, ki so preveč skrbni, o otrocih, ki so preveč razvajeni. Kdo je zdaj tukaj naredil ključno napako? Jaz mislim, da odrast pomeni, da nehaš ti govoriti o krivdi, ampak te zanima samo odgovornost. To je tista ključna razlika. Ne? Torej, ti odrasteš, ko nehaš s prstom kazati na druge in nisi več nekdo, ki imajo drugi držijo vajeti tvojega življenja, ampak ko jih ti prevzameš, to pomeni, da ti prevzameš polno odgovornost za to, kdo ti si. Ne? Torej, če imam jaz en problem, ne bom rekel, ja, jaz sem tak zato, ker je moj starš bil tak do mene, ker to je še vedno otročje vedenje, ker to je še vedno kažeš s prstom na ven, ampak rečeš, ok, jaz sem tak, moji starši so naredili, kakor so vedeli pa znali, ne? Noben starš nas ne more naučiti nekaj, kar sam ne razume pa ne zna. Zdaj je čas, da sem jaz odrasel in prevzamem vajeti za svoje življenje v svoje roke in se ne bom več zadrževal v razmišljanju o tem, kdo je kriv za mojo življenjsko situacijo, ampak se bom vprašal, kaj so življenja hočem in začnem delati korake v to smer. In to je tista, tle kazati, kdo je kriv, pa kdo je pač s prstom en na drugega, ostajamo v teh vzorcih. Torej, jaz sem zdaj tak, sem, zato ker so moji starši bili taki pa taki, ko so take odločitve, to še vedno sem jaz v vlogi žrtve, še vedno sem jaz nemočen, še vedno jaz moč, torej avtoriteto za svoje življenje dajem ven. In pravo odraslost pomeni, da jaz ne živim v preteklosti, da jaz ni moja vzgoja izgovor za to, da jaz sem v situaciji, kjer pa sem, ampak da prevzamem odgovornost in začnem kreirati življenje, ki ga hočem živeti. Bravo.
dejansko ta del, kar si ti rekel, krivda in odgovornost. Zdaj pa pojma mehna na tole, ker ta odgovornost za svoje življenje. Preden sva začela snemati, sva popila eno kavo in sem dejansko govorila o tem, kako smo v nekih vzorcih, vse ženske so take, vse moški so taki in ko kažemo en na druga. In v bistvu potem se ta prepričanja in svojo prtljago prenesemo v partnerski odnos. Zdaj pa kaj pol narediti, ker v bistvu v odrasli dobi, vsi, tudi že prej, gradimo vedno skozi celo življenje neke odnose. In zdaj, če v vseh teh odnosih delujemo skozi krivdo, se pravi, smo kot otroci, ta je kriv, mi vzel igračo, naredil to pa to. Zdaj, kako iz tega ven, da recimo, ko ima pa nekdo ve, da ima težave in vsak odnos se mu uniči, če iz vloge žrtve bo rekel, drugi so krivi, ker so mi uničili odnos, drugi so krivi, ker je v službi to, drugi so krivi. Kako iz tega, da igraš vlogo žrtve, prideš v to stabilno osebnost, ki pa je odgovorna. Ne vem, kako ti ljudem pomagaš, ker vem, da delaš tudi svetovanja, da imaš, kako ti nekomu, ki ve, da ima težavo, da ima nek vzorec, kako mu pomagaš, da naredi korak naprej? Ja, pomagam narediti to vlogo žrtve manj privlačno pa zanimivo. Zato, ker vloga žrtve to je najljubša vloga našega ega. To pomeni, jaz ne rabim nič narediti, ne rabim jaz prevzeti odgovornosti za situacijo, kjer sem, jaz vedno imam izgovor za to, kje sem. Torej, to je pozicija stagnacije, to je pozicija non-action oziroma ne delanja spremembe. Torej, da ti ostaneš enak. Ti ostaneš taka, kakršen si. In to je zanimiva vloga za naš ego, ker tukaj mi ne rabimo se soočati s svojimi občutki, s svojimi emocijami, mi ne rabimo reči, ok, jaz pa zdaj moram nekaj spremeniti, če hočem imeti spremembo, ampak je vloga žrtve vedno nekaj, kar nič od nas ne pričakuje, če smo žrtev. Ker sem žrtev, pa ne, da se nič od nas ne pričakuje, ampak mi smo lahko žrtev. In če smo mi žrtev, če mi dosti dobro žrtev igramo, če se dosti dobro v tej vlogi znajdemo, bomo imeli vedno izgovor za to, da ostanemo enaki. Da ostanemo v svoji coni udobja, da ne naredimo nobene spremembe, da so vedno drugi krivi. In vse je naša pravica, da mi smo v vlogi žrtve, nič ni treba. Jaz sem lahko celo življenje v vlogi žrtve, pa to vlogo super igram, pa za vsako stvar, ki ne štima v mojem življenju, imam en prst, ki ga lahko obrnem na moje starše, na vlado, na vreme, na genetiko, na vse, na cene, hrana, zdrava hrana je predraga. Moji starši so krivi za to, da jaz nikoli nisem nič ustvaril, ker sem se vedno boril za to, da so moji starši odobravali moje odločitve in sem jih vedno sprejemal, kako so oni hoteli, in zdaj jaz nič nimam, zato ker sem predolgo starše poslušal. V glavnem, jaz sem lahko v tej vlogi žrtve ostajam dolgo in eni v tej vlogi ostajajo 20, 30, 40, 50 let. Seveda si ne priznamo, da smo v vlogi žrtve, ker jaz ne rečem, jaz sem žrtev. Sam kažem na druge in je to. Ne mi, Rok, povej, recimo zdaj nekdo, ki gleda tale en klepet, verjetno zdaj se sprašujete in če zase pogledate, reče, se res, jaz sem tukaj, ker sebe vedno pogledamo. Se pravi, v tem primeru, recimo, vzamemo tvojo knjigo Naslednji korak. Ker v bistvu tukaj si verjetno ti delal naslednji korak v svojem življenju in si začel dejansko pisati o tem, kako narediti naslednji korak. Ker ko si pa že dolg časa v eni godli, predolg časa, ti pa ni več udobno. In takrat pa veš, nekaj bo treba spremeniti. Ja, bolečina, nas v bistvu spodbudi. Saj tudi mene je. Jaz sem bil tudi dolg, so bili drugi krivi za situacijo, kjer sem, za vsako službo, ki sem zamenjal, itak je bil delodajalec kriv, me niso cenili, pa niso tega spoštovali, pa vedno je bil prst na ven obrnen.
Ne? In jaz sem lahko skakal iz enega odnosa v drug odnos, iz službe v službo. In vedno sem imel zgodbo, ki je upravičila to pot, na kateri sem. Ne? In to je bil, vedno več je bilo teh izgovorov. Ti pa vse čutiš, da so to izgovori. Ti vse, tvoje srce to točno ve, ti čutiš to. Ne? In ti si vedno v nekem internem konfliktu. In ta interni konflikt povzroča vedno večji kaos v tebi. In to se pol vedno bolj začne na telesu poznati. Najprej čutiš to kot stres, pol čutiš to kot težave z želodčno kislino, ne? Se ti dviguje, malo nolpazo začneš jesti, pa se ti prebavne težave ti preselijo še malo na jug, pa imaš pol s črevesjem težave. Ne? In te zdravstvene težave se ti potem vedno bolj stopnjujejo do točke, ker se ti ustrašiš, ok, z mano je pa nekaj narobe. Ne? In greš zdravniku in greš na pregled, tak, pregled tret. Ne? In ti rečejo, mogoče stres, ampak ker si ti toliko časa že v tem stresu, ti to sploh ne dojemaš kot stres, ker si na stres navajen, ker je to tvoje normalno stanje, zato ker sploh ne veš, kako je biti res sproščen. In tle, ker res pride do te vedno večje bolečine, ko ta bolečina postaje nevzdržna, tle pa pol ta cona obdobja, ni več cona obdobja. In to nas potem saj pri meni je bilo tako, pa pri marsikomu. Kaj si ti naredil? Te prisil v to, da začneš iskati neke odgovore. In začne se s tem, da ti začneš raziskovati. No, kako si ti začel raziskovati? Jaz sem začel raziskovati, tako da sem začel knjige brati. Kjer je bila tvoja, ki je naredila tak velik vtis na tebe, nek klik naprej? Nek klik, jaz sem začel knjige brati zaradi tega, ker sem najprej mislil, da je problem v tem, da jaz nisem dosti uspešen. Da moram biti še bolj uspešen. Kljub temu, da sem bil pri 29 letih izvršni direktor v podjetju, ko smo delali v centralno-vzhodni Evropi, da sem potoval 15 do 20 dni na mesec, da sem prišel v službo, ko sem si jo pri 20 želel, v kateri sem sanjal, sem še vedno mislil, da jaz moram biti bolj uspešen zato, da bom jaz sam sebi dovolj, ne? Da bom jaz pomirjen s sabo. In prva knjiga, ki sem se res tako lotil brati, da bom zdaj pa jaz nekaj na sebi delal, da bom jaz postal bolj funkcionalen, je mislim, da bila 7 navad uspešnih ljudi od Coveyja. Zelo uspešnih ljudi. Ja, ker me je ta uspeh takrat pritegnil. In ena od stvari, ki je takrat naredila vtis na mene, je ta koncept brušenja žage. Ne? Da če ti, v bistvu sekire, ne? Da če ti sekaš drva in če boš 8 ur sekal drva s topo sekiro in boš nasekal bistveno manj, kot če boš pol ure namenil brušenju sekire in bo 7 ur, pa v teh 7 urah in pol nasekal bistveno več drv, kot v 8. Ne? In takrat sem jaz v bistvu začel to delo na sebi dojemati, da to je neka stvar, na kateri moram jaz delati konstantno, da ni to samo en flajšter, ki ga dam čez, ki imam jaz neko rano, ampak da jaz moram delati na nenehnem izboljševanju sebe, če hočem res napredovati. Potem glavni preboj je pa pri meni naredil, takrat je to spodbudil to, da sem jaz res začel aktivno delati na sebi, da sem začel knjige brati in da sem začel iskati odgovore. Pri tem, da jaz moram sebe spreminjati, če hočem, da bo moja življenjska situacija boljša, da se bom jaz počutil boljše v svoji koži. In potem je prišlo do mene izkušnja s psihadeliki, ker sem pa v bistvu odkril, da ni problem v tem, da sem jaz premalo uspešen, ampak da je edina stvar, ko mene nazaj drži, pa je izvor vseh mojih težav, da je moj lasten ego in čisto nič drugega. Se pravi DMT? Gobice. Se pravi podvodno. Psilocibin. Tako si to... Z v bistvu prijateljem, ki je imel to izkušnjo, sva šla pol skupaj. Na delavnico? Ne, v bistvu sva to kar doma naredila. In so se ene stvari pri meni odprle, in tudi stik s sabo, da sem jaz videl, da jaz nisem sam ta kos mesa. In da veliko več ne vem, kakor vem. In tam se je pol tudi začela ta radovednost pri meni zelo odpirati. Da sem začel tudi duhovnost raziskovati, da sem začel tudi raziskovati življenje, smrt, smisel življenja, take malo globlje stvari.
In da sem se bolj iz tega površja začel premikati v raziskovanje, kdo je sem, kako moje čustva funkcionirajo, kaj je sploh moj ego, ne? Da to ni sam napuh pa aroganca, ampak da so to vsi moji vedenjski vzorci, ki jih imam, ne? In da je to tista stvar, ki mene res drži nazaj. Ne? In tako v bistvu sem to začel raziskovati. Potem sem pa videl, da poleg tega, da me ego drži nazaj, da me najbolj drži nazaj moja lastna neiskrenost do sebe in do drugih. Da je mečkano iskrenosti, ker imaš eno poglavje, mislim, da tle notar prava odločitev, ne? Tudi. Prav iskrenost, ne? Ker tukaj, veš, je pa dejansko včasih težko biti iskren, pa če jaz tudi zagovarjam iskrenost. Ampak vemo pa, da niso vsi ljudje iskreni. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari. Ja, mislim, iskrenost je odločitev, ki jo ti sprejemaš vsak dan. Ne? Ni to, ali ti si iskren ali nisi iskren. Vsi imamo kapaciteto za iskrenost, vsi imamo kapaciteto za neiskrenost. Ne? In jaz sem v preteklosti laž videl kot neko bližnjico, zato ker sem jo tudi tako dojemal, ker iskrenost je prav je, če si iskren, narobe je, če si neiskren. Ampak spet, če si ti neiskren, pa ne dobijo, te ne dobijo prelaži, si ti še vedno v očeh drugih kot iskren. Torej, vsi se znamo delati iskrene, razen pri nekih stvarih, ki lažemo drugih, pa samim sebe. In jaz sem videl, da ni fora iskrenosti to, ali je prav pa narobe, ampak da si dejansko izdelam sam sebi si ne delam nobene usluge, s tem, ko ubiram te bližnjice, ki na koncu veliko bolj podaljšajo pot do neke osvoboditve. Ne? Ker v bistvu laži, kakorkoli nam deluje kot bližnjice, nas zavozlajo. Ne? Mi se zapletamo v vedno več izgovorov, v vedno večjo laž, do točke, da mi ne vemo več, kaj je res, kaj ni res, kaj je gor, kaj je dol in kdo mi smo in kdo mi hočemo biti. Zato, ker na koncu pa ne ločimo več toliko med izgovorom pa resnico, in pol ne vemo več, kje mi sebe držimo nazaj. In na tej točki sem se jaz tudi odločil zavezati iskrenosti, pomeni, da živim življenje 100% iskreno, da ne lažem, da ne dajem izgovorov za svoje početje, da če zamudim, ne rečem, da je bila gužva na cesti, ampak povem, da sem pač prepozno štartal, ker sem se slabo zorganiziral in se na tak način sam sebe nenehno prisilim, da delam na izboljšavah. Ker če bom vedno en in isti izgovor imel, da bom vedno eno in isto stvar povedal, pa ne bom nič glede tega spremenil, se bom jaz neumno počutil, pa bom prej, ko se to spremembo naredil. Če pa jaz vedel, da si lahko vedno nekaj izmislim, pa jaz ne bom rabo spremembe narediti, ker bom vedno si lahko sem izmislil en fajn izgovor. Torej gre v bistvu za to, da jaz ta svoj imidž oblikujem na ven, vse pa jaz ne delam spremembe. Super, to si zelo dobro povedal. Zavezal sem se iskrenosti. Veš, to je res pomembna zadeva in dejstvo je, da velikokrat, recimo jaz zdaj ta trenutek sem točno recimo pri čem, začela sem plesati in vidim, da to meni zmanjšuje energijo, šla sem na tečaj salse, da enostavno ta moj ritem, ki ga imam med tednom, da enostavno me ruši, da nekako mi ne dviga energije. In zdaj jaz seveda moram ljudem to okrog sebe povedati, veš sploh, tukaj so ljudje, so plesalci in tako naprej. In iskrenost je ta, da ruši moj ritem in moj notranji mir. Seveda je bolj enostavno reči, nimam časa. Ja. Recimo, nimam časa, sem prezaposlena, nimam časa in je problem rešen. Ampak to ni iskrenost. Zato, ker jaz vem, da moja iskrenost pa je, ruši moj notranji mir. In to je tisto, ker ne pa je samo, se gre za ples. Pa recimo takrat, ko je pa partnerski odnos, ki, danes recimo na Facebooku sem je odprl, ali bi oprostili človeku, partnerju, ki vas je razočaral. Pa ni bilo napisano, kako razočaral, ampak pravilno bi bilo, ne vem, ki vas je prevaral, recimo. Ker razočaral so moja pričakovanja, mu oprostim. Ampak če me je pa prevaral, je pa zdaj druga zadeva, ker je pa temelj porušil, ki je zaupanje in spet iskrenost.
Ne vem, zdaj pa kako narediti v tej smeri? Se pravi, ti si za 100% iskrenost. Definitivno. Jaz sem tudi v knjigi Naslednji korak sem napisal to mojo izkušnjo, ker sem povedal svoji partnerki, da sem jo prevaral, ker sem vedel, da če hočem jaz res sam sebe sprejeti v celoti, da moram sprejeti tudi vse stvari, ki sem jih naredil, torej prevzeti odgovornost za mojo preteklost, sedanjost in seveda prihodnost. Ne? To pomeni, da spet ne kažem s prstom na ven, se ne zagovarjam, se ne zmišljujem, ne dajem izgovorov. Posilstva. Ne, ampak pač je lahko tako, se veš, kako smo v partnerskih odnosih. Ne? Jaz sem pa to naredil zaradi tega, ker si pa ti to pa to. Ne? In se igramo to igro, kdo je spet igro krivde, igro neprevzemanja odgovornosti. In na tisti točki, ki sem jaz to stvar, ker sem se odločil, da hočem živeti iskreno, pomeni, da sem jaz mogel razčistiti za nazaj in za naprej. Ker tudi, če bom zdaj od te točke naprej iskren, kaj pač, ko pride na situacijo za nazaj. A jaz hočem, da imam take skrivnosti, kaj se bom pa zlagal glede te stvari, ker se je za nazaj zgodila. Ja, ne. Torej, če imam eno stvar, ki je taka, potencialen disaster v moje prihodnosti, jaz nosim sabo in bom pol pri vsaki temi jaz pod stresom, ali bo napeljal na to, da bom jaz mogel biti iskren ali ne. Sem se jaz odločil, da bom flajšter odlepil in da bom vse te stvari razčistil, da bom lahko končno svoboden. Ne? To pomeni, ker sem jaz to zadevo svoji takratni partnerki povedal. To je bila ena najtežjih stvari, ki sem jih v življenju naredil, ker je bil seveda strah prisoten, kako bo to sprejeto na drugi strani. Ali bo to pomenilo konc zveze, ali bo to pomenilo, da bo šlo naprej. Ampak sem vedel, da eno stvar, da jaz hočem sebe sprejeti v celoti, to pomeni sprejeti vso odgovornost in da lahko jaz živim z mirno vestjo in da jaz ne rabam razmišljati o stvarih, ki jih še moram povedati ali pa ki bi lahko enkrat prišle ven. Ne? In takrat sem prevzel odgovornost, sem povedal, sva šla čez to težko obdobje in sva potem kasneje tudi imela boljši odnos zaradi tega, ker sva bila lahko res iskrena z en drugim in tudi zaupanje je bilo pol na višjem nivoju. Ne? Spet je bilo drugače, ker sem za to nezvestobo povedal sam, sem bil pri tem zaloten, pa pol bil iskren, zato ker sem mogel biti, ker je stvar prišla na plano, ampak sem jo sam ven dal. Ne? To seveda spet ne pomeni, da vsak, ko bo to povedal, da bo izid isti, ampak kakršenkoli že bo, pomeni, da smo prevzeli odgovornost za svoje življenje in za naprej. Ne? In če je to ena stvar, ki se jo mi ne upamo povedati, mogoče v prihodnosti tega ne počnemo več. Ne? In iskrenost nas spodbudi, da se mi izboljšujemo, ne da se postajamo vedno boljši pri prikrivanju stvari, na katere nismo ponosni, ampak da delamo na tem, da postajamo boljša verzija sebe. Ker sem jaz videl, da stvari, ki jih jaz sem do tiste točke počel, niso dobre za mene, ne, mi delajo škodo, kot recimo že 10 let ne pijem alkohola, ker sem videl, da pač nič dobrega iz tega ven ne pride. Ne, tudi prehrano sem si uredil, vsak dan treniram zato, ko hočem biti fit, vsak dan meditiram zato, ko hočem biti sabo pomirjen. Sem te stvari, ki bi jih mogel, ki vem, da bi jih mogel, začel delati. Torej, da ni, ja vem, jaz bi mogel to pa to delati, ne, ampak sem dejansko začel te stvari delati, da sem vedno bolj postajal človek, na katerega sem lahko ponosen. Ne, in to je tudi vplivalo pol na samozavest, na pomirjenost sam sabo, da sem lahko pol zgradil nek odnos tudi s svojo partnerko, na katerega sem jaz res ponosen in da se oba dobro v tem počutva in da skupaj se soočava s svojimi izzivi in da temelji na zaupanju pa 100% iskrenosti. In tudi vsi ostali odnosi, ki jih imam v življenju, z moje strani vedno temeljijo na iskrenosti. In pač iskrenost ne pomeni, da bojo stvari lahke. Ne? Iskrenost ne pomeni, da je to ena stvar, ki bo vedno nas pripeljala do tega, kar mi hočemo, nas bo pa definitivno pripeljala do tega, kar mi rabimo. Točno. In mene je to osvobodilo in to živim in lahko povem, da vsak dan mirno spim, ker čista vest je najboljši poštar, ki ga lahko imaš. In od takrat nimam težav s pancem, zdrav sem, dobro se v svoji koži počutam in predvsem, ko mi nehamo izgovore prodajati naprej, ker ni več te dvoličnosti v nas, da se noter nekaj dogaja, na ven kažemo nekaj drugega, je to eden najmočnejših stvari, ki jih mi lahko naredimo za tisto res pravo suverenost pa samozavest. Ker potem veš, da si človek, kdor pač
tudi si na ven. Ne? In ni več strahu, da bojo drugi videli, kdo ti v resnici si. Dejstvo je, da mi tako začutimo, s kom imamo opravka, veš. Glede na to, da srčna čakra seva približno 2 metra okrog nas in je 5000-krat močnejša od moči uma. In to pomeni, da tako preberemo, s kom imamo opravka. In veš tisto, kar rečeš, jaz imam občutek, se čutimo. Ne? In to, da se delamo en pred drugim, ne vem, da smo nekaj, kar nismo, sigurno, jaz sem res prepričana v to, da to ne pije vode. Enostavno ne pije vode. In če želimo če želimo zgraditi lepe odnose, je pomembno to, da smo dejansko to, kar smo iskreni. Če hočemo imeti dobro mnenje o sebi, ne? Ker kako mnenje imaš ti v sebi, ki se vsak dan izdajaš za nekaj, v resnici pa čutiš nekaj drugega. Ne? Tebe je ali strah, da bo to, kar je noter v tebi, kdo ti v resnici si ven prišlo. Ne? To pomeni, da imaš vedno občutek, da moraš biti nekaj več, kot si, torej avtomatsko nikoli nisi dovolj. Če hočeš biti dovolj, pa hočeš biti pomeren s sabo, brez iskrenosti tukaj žal ne šlo. Če hočeš biti res samozavesten, brez iskrenosti tukaj ne šlo. Ker iskrenost, napihnjen ego ni prava iskrenost. To je balon, ki te bo vedno strah, da bo počel, in bolj, ki je napihnen, bolj bo bolel, ko bo počel. In manjša, ki je razlika med našim zunanjim imidžem, pa med tem, kdo mi noter smo, pa kako se mi počutimo, pa kaj mi počnemo vsak dan, večja je samozavest. Ker se ti zavedaš, kdo si. Samozavest, torej jaz se zavedam, kdo sem, in jaz sem to, kar govorim, jaz sem to, kar čutim. In se dobro počutim v svoji koži, zato ker stojim za tem, kdo jaz sem. Če pa jaz ne stojim za kdo tem sem, pa jaz pač imam za vsako stvar neki izgovor, pa govorim eno, delam pa nekaj drugega, pa prvi vrsti, ne to, da drugi to, tako ko si rekla, začutijo, ampak v prvi vrsti jaz to čutim, pa jaz to vem. Jaz vem, da sem fake. Točno. Jaz lahko se delam na ven krčem, ampak jaz vseb, zvečer, ko se uležem, ko zaprem oči, ko ostanem sam s sabo, jaz sem fake, jaz vem, da sem fake. In so vsi te strahovi, kdaj bo to ven prišlo, kdaj bodo drugi videli, da sem jaz fake. Ja, to je ta avtentičnost. Se pa se skrivamo, pa bežimo nekam, zaradi tega, da gremo v beg. In prej sva začela snemati, sva se pogovarjala dejansko o tem, kako ljudje zbežijo potem nekam. In ta beg, občutek, da moraš prekriti. Vsi to razumemo, vidimo. Nekdo rabi drage obleke, nekdo rabi drage avtomobile, nekdo rabi nekaj. Kako zdaj ti takemu človeku pomagaš, da v tem, ki vidi, ker ponavadi k tebi pride verjetno nekdo takrat, ko pa vidi, da ima že težave? Ja, pa do meni pridejo ljudje, ki želijo nekaj na sebi narediti, ki vejo, da hočejo neko spremembo v življenju in v meni vidijo sogovornika, ki bi jim lahko pomagal te korake narediti. Jaz nobenega ne morem spremeniti. Jaz nimam čudežne palčke, da bom človeku pomagal, mislim, da ga bom spremenil. Lahko pa sem sopotnik na tej poti, ker dosti sebe razumem, dosti razumem človeško naravo, čustva, ego, neke zakone življenja. In lahko klienta, ki pride k meni s temi informacijami, podprem, da on sam sebe spremeni. Ker jaz ne morem biti iskren namesto nekoga drugega. Ampak to so toliko lepe izkušnje, ki pridejo klienti k meni, ki imajo neko skrivnost ali pa nekaj, ki jih teži, ki jih je toliko strah, kako bo to sprejeto na drugi strani. Pa se pol zmotivirajo k tem, da naredijo to spremembo, pa priznajo to stvar, povejo, dajo to ven, pa me pol v solzah kličejo, koliko je bilo dobro sprejeti, pa kakšna teža se mi je odvalila od srca in koliko je bil to pomemben korak na njihovi poti. In to mene res, tako rekel, to so te dobri občutki, zaradi česa jaz delam to, kar delam. Ampak jaz za nobenega ne morem biti iskren in jaz tudi nobenega več ne obsojam za neiskrenost, zaradi tega, ker sem dolgo sam hodil po tej poti in vem, kjeri strahovi so bili v zadnji in vem, da to ni zlo, to je pač občutek nemoči in potreba potem, da mislimo, da moramo biti nekaj več, kot dejansko smo. Zato, ker smo tudi te vzorce dobili od svojih staršev, od sistemov, v katerem živimo. In mislimo, da
še vedno moramo živeti življenje po nekih pravilih, prav pa narobe, in se dejansko naučimo življenja iz nekih svojih izkušenj in iz svojih čustev. Prej sem govorila tudi to, kako pomembno je, da prideš do tega, da uskladiš v sebi moški pa ženski pol. In si tudi zelo lepo povedal, kako je prav, da razumemo, da takrat, ko smo v ženski energiji, zdaj, ženske in moški, da takrat sprejemamo, takrat si dovolimo čutiti. Da je več o tem povej, ker vidim, da imaš ful dober pogled na te zadeve, ker se ne boji, pač je prav, da razumemo, da imamo vse to v sebi in da po drugi strani sprejmemo. Rekla sem prej, da se ne bojimo svoje druge plati. In da najprej, da smo sami celostni. Kako ti to vidiš? Pač zelo, zelo dobro razmišljaš, mi je všeč to res, kako tudi podajaš to razlago, da lahko nekdo razume. Ja, mogoče, da začnemo pri začetku, moška, ženska energija, to sta dva zelo abstraktna pojma. In to ne pomeni, da zdaj, če si kot moški razume svojo žensko energijo in jo tudi zna sebi upriti, izkoristiti, pa veš, kdaj je primerna, pomeni, da ti bo lulček odpadel, pa zdaj bo ženska rato, ampak da razumeš to dinamiko moške pa ženske energije. Moška energija, recimo, če tako res banalno razložimo, to je stabilna energija, to je prodorna energija, to je energija, ki ščiti, ki daje nek občutek varnosti, ki ima jasnost, vizijo, smer, ki navigira, to je moška energija. Medtem ko ženska energija je energija transformacije, spremembe, sprejemanja, odprtosti, stika s sabo. In to sta obe energije, ki vsaka ima svojo moč. In res je, da moški smo bolj nagnjeni k moški energiji, ženske bolj ženski. In tudi polarnost, torej če hočemo, da imamo neko privlačnost do nasprotnega spola, je pomembno, da je neka polarnost, da kot moški si v moški energiji, ženska v ženski energiji. Ampak, če smo mi kot moški zaklenjeni v moški energiji, da znamo biti samo v moški energiji, bo ta moška energija, torej, oziroma ta percepcija tega, da smo priklenjeni na to, da moramo biti, bo to postala naša ječa. Zato, ker mi imamo neke rane, mi imamo neke izzive, neke težave v svojem življenju, ki terjajo neko spremembo pri nas. In če si mi ne dovolimo biti odprti za spremembo, smo v bistvu, je naš ego tisti, ki nas bo zaklenil v to in bo noter vedno večji kaos, vedno večja bolečina, in zato tudi recimo statistično več moških naredi samomor kot ženske, zato ker se težje spremenimo, ker sploh tudi zaradi tega, ker celo življenje poslušamo že od majhnega, pa tudi vzorce vidimo od svojih staršev, moški ne govoriš o čustvih, moški se ne spreminjaš, se ne jokaš, nisi v stiku s sabo, ti imaš svoj prav, ti tupiš dalje, in tebe se ne sme nič dotakati, nisi ranljiv, ti si stabilen, močen, trden. In vse to je super, ampak če imaš ti temeljne načete, ranjene, pa ti hočeš na teh temeljih biti trden pa stabilen, ti v bistvu se preprečuješ rast, se preprečuješ srečo. In sabotiraš ne samo sebe, tudi vse svoje odnose. Isto tudi pri ženski. Če ženska nima razvidega, če ne razvija tudi dela moške energije, pomeni, da je vedno na neko milost in nemilost nasprotnega spola. Je vedno odvisno, nima nobene moči v svojih rokah glede neke smeri odločnosti, trdnosti, stabilnosti. Bo to rabila od svojega partnerja, zato ker sama tega nima, ker pomeni, da bo odvisna od svojega partnerja. In če partner ne bo pri sebi imel stvari razčiščenih, ne bo v nekem svojem ravnovesju, ne bo zadovoljen s sabo, pa bo pač odnos ne bo funkcionalen, ne bo tudi te moči, da bo sprejeta neka odločitev, da bo šla narazen s tem partnerjem, ali pa da bo postavila neke meje v odnosu, da bo se postavila zase v odnosu. Torej, oba pola, in moška in ženska energija,
imata neko svojo funkcijo. Ne? In ko mi to res razumemo, ena zelo dobrih knjig na to temo je od Davida Deide, slovenski prevod je Pot odličnega moškega, The Way of Superior Man. Nisem prebrala. Odlično to razloži. Razlaga bolj iz vidika moškega, ampak tudi dobro razloži polarnost moške ženske energije. Tudi recimo ena od knjig, ki tudi se tega dotakne, pa dobro razlaga, je tudi Celestinska prerokba, je mogoče malo bolj popularna, tam se tudi te moške ženske energije avtor dotakne. In predvsem je pomembno, da mi vemo, da moška pa ženska energija to ne pomeni, koliko si ti moški, pa koliko si ti ženska. Ti moškosti ne rabiš ukazovati, ti ženskosti ne rabiš ukazovati. Gre se samo za to, koliko se ti dobro v svoji koži počutiš, pa da te dve energije tebi slušta. In eden od primerov je, ne, kot moški, kdaj je fajn, da si ti v moški energiji. Ne? Pač večino časa, ne, da ima ženska torej v nekem odnosu občutek, da si ti neka stabilna oseba, na katero se ona lahko nasloni, na katero se ona lahko upre, kateri lahko tudi sledi, ki imaš vizijo, ki veš, kaj hočeš. Ne? Ker se bo ženska ob tebi tudi bolj varno počutila, bolj bo vedela, da ti veš, kaj delaš. In bo ona lahko bolj v ženski energiji, ona bo lahko bolj svobodna, ranljiva, odprta, kreativna. Ne? Zdaj, kot moški, kdaj pa fajn biti v ženski energiji? Takrat, ko pride do neke bolečine, do neke rane, ne? Ker ti nekaj začutiš, da v tebi nekaj ne štima. Zdaj, če boš ti v moški energiji, pa boš ti rinil z glavo skozi zid naprej, pomeni, da ne boš ti rane zacelil, ne boš se nadgradil, postal še bolj funkcionalen, bolj srečen, boljši partner. Vse ti bo bolj šlo v življenju, ne? Če boš imel to ravnovesje vzpostavljeno, ampak boš to prekrival, boš bežal, tako kot si preomenila, v alkohol, v cigarete, v to, ker ti ne boš imel orodja za soočanje s to bolečino, ker se ne boš znal soočati, ker ne boš znal priti v stik s sabo, boš od teh občutkov bežal. In te občutki bojo postali pol spet tvoje čar, ne? Ker pomeni, da ti na enih področjih boš čutil neko bolečino, nek sram, nek občutek manj vrednosti in se bo v teh področjih boš vedno izogibal, kar pomeni, da bo življenje postalo kot neko minsko polje, po katerem boš ti hodil. Tako, minsko polje čustev. Tako. In se potem temu izogibaš in se to ravno tako ženske, ki se izogibajo minskega polja čustev. Zdaj pa vidim, seveda, ko pridejo v meno, se začnejo pospešeno rediti, zaradi tega, ker enostavno so v notranjem konfliktu. In ta notranji konflikt jim povzroča tako količino stresa in ta stresni hormon blokira vse procese v telesu in se začnejo rediti. In sem prišla v meno, ni problem toliko mena, kot to, da te ta obdobje, recimo sploh pri ženskah, opozarja, zdaj bi pa reže čas. Da se poglobiš v svoje rane, da vidiš, kje si, da najdeš notranje ravnovesje, da prav ta yin pa yang, moški in ženski pol uravnovesiš v sebi, ker očitno jaz menim, da na zahodnem svetu, da je to je statistično, da imamo ženske več težav z menopavzo kot na vzhodu, zaradi tega, ker smo toliko bolj razštelane. Ker mogoče ta tradicionalna vloga ženska je tam vse en drugač, kot pa tukaj, ker pogosto ženska, sploh če je ločena, mora biti tudi močno v moški energiji, ki je treba preživeti, ker je treba pokositi travo, ker jo verjetno ne pokosi nihče. Se lahko še bolj delaš, da si v ženski energiji treba prijeti kosilnico in pokositi. Tako da, in v bistvu za moje pojme kaže se to, ta notranji konflikt, pač beseda migraine, balance, zapravo neravnovesje. Si tako izven ravnovesja, da se potem vse to spet odraža na telesu. Tako kot si na začetku govoril, se odraža na želodcu, na prebavilih, pa se pa še na hormonih. In kje začeti? Kaj bi ti svetoval? Kje začeti? Ja, mogoče najprej lahko začnemo pri kakšni knjigi. Recimo na začetku, jaz sem tlele pri naslednji korak, sem čez vse te faze pri spremembi pri sebi, ki sem začel. Takrat, ko sem šel čez te spremembe intenzivno, so bile te informacije še zelo sveže in takrat sem jih pol tudi zapisal z namenom za nekoga, ki bi se tudi rad
nadgradil, pa bi rad se boljše v svoji koži počutil in postal kapitan svoje ladje, svojega življenja. Ne? Ali lahko samo skočam, ali pa moja ta prva knjiga, ko imajo hormoni žur, ker sem dejansko jaz tudi to knjigo napisala v tistem obdobju, ker sem videla, da tako ne morem več naprej. Ne? Se pravi, pri obeh prva knjiga povezana s tem, ko ne morem več tako naprej, nekaj bo treba spremeniti. Ne? Kaj pa naslednji korak? Pol pa te spremembe ne samo brati v teh stvarih. Knjiga sama kot po sebi je navdih, ni pa sprememba. To pomeni stvar, ki ti v knjigi prebereš, da se vprašaj, kako to spraviti v prakso. In spravi prakso in začni to živeti, spremembo, ki jo hočeš imeti v svojem življenju. Ne samo probavati. Drž se ene stvari en čas, deli na tem, da ti to res postane del tvoje identitete, da ti v bistvu ponotranjiš te stvari, ko v knjigi prebereš. In potem, če gledamo, če se malo vrneva na moško-žensko energijo, pa to ravnovesje, ta yin-yang, res pot odličnega moškega, oziroma The Way of Superior Man od Dejde je definitivno ena od knjig, ki za neko zdrav partnerski odnos, pa to, da malo bolj razumeš to moškost, torej ne, da poslušaš razne influencerje na YouTubeu, kak pravi moški mora biti pa vse, ampak da ti razumeš neko dinamiko in se ti odločiš zate, kakšen moški ali pa ženska hočeš biti, na podlagi informacij, ki jih imaš, ki ne pridejo na pamet, ampak pridejo iz nekega globljega razumevanja, lahko pol te dve energije bolj se poprit uporabljaš. En od primerov, če si moški, pa priješ na neko delavnico na temo osebne rasti, se daš v žensko energijo. To pomeni, da si odprt za nove informacije, poslušaš in si pustiš biti ranljiv, ker si prišel tja pod spremembo, ne drugim dokazovati, koliko že ti veš. To je recimo eden od pomembnih korakov, ki dostikrat, ki vidim tudi jaz sam veliko delavnic pa predavam in izvajam. Rok, vseeno te bom morala vprašati. Na mojih delavnicah so 99% žensk in 1% moških. Mislim, čistko, kot da neka čustva ženske imamo in to neke delavnice za osebno rast je nekaj, kar je rezervirano za ženske. Recimo, zadnjič sem imela predavanje v Rogaški Slatini, recimo, da je bilo 30-40 ljudi, od teh 2 moška. Kje so moški? Kako to, da moški ne prihajajo na take zadeve, oziroma imaš ti na tvojih delavnicah drugačno publiko, pa imaš bolj uravnoteženo, ker recimo jaz vidim, na mojih delavnicah so pretežno ženske. Ja, tle je kar nekaj razlogov za to. Eno je ta stigma, torej moška ranljivost kot znak šibkosti, kot znak ženskosti, kot jaz nisem dovolj moški, oziroma jaz moram moškost dokazovati. In drugo je tudi, ker si ženska. In zato tudi bolj pritegne žensko klientelo. Jaz kot moški še vseeno pritegnem mešano klientelo. To pomeni, jaz imam na svojih delavnicah tako moške kot tudi ženske. Pri coachingih imam tudi, čeprav v zadnje čase imam pretežno bolj moške kot ženske. Ste slišali? Ja, ampak... Če imate nekega moškega, dajte ga poslati k Roku, ker se bo dovolj varnega počutil, ker gre se za to, kje se varno počutimo, da se lahko odpreš. Ja. Pa to je tudi razlog, da sem te sem povabila, zato ker vem, da si želimo vsi lepše odnose, ni tako? Definitivno. Jaz bi tukaj mogoče malo sam popravil to. Moški ne bo nekam poslan. Torej, moškega dajte poslati, že tle v spremembo mi ne moramo druge ljudi siliti. Naša sprememba vedno pride iz naše želje, ker nas nekdo drug hoče spreminjati, zaradi tega, ker odgovornost prelaga na nas za odnos, v nas gradi to odpor. Torej, lahko, če želite svojega partnerja spodbuditi k neki spremembi, pa to lahko vi ste kot prvo dober zgled razumevanja tega, o čem se pogovarjamo, pa mogoče delite vsebine, ko so vam zanimive, ne na način, s tabo je nekaj narobe, ti bi se mogel popraviti, ker si rabiš pokvarjena roba, ker rabiš terapijo. Ampak da vi z neko nadgradnjo sebe, svojo srečo ste dober zgled in delite, in potem, ko ste vi tukaj srečni, reče tudi, mogoče pa res bi jaz lerat na nečem naredil. Hvala, ker si to tako povedal, ker ja, res je. Dejstvo je, da drugih ne moramo spreminjati. Spremenimo lahko samo sebe. Pa kaj v tem primeru, ko pa par pride, mislim par,
eden v paru pride do točke, da tako ne gre več naprej. Kaj pa takrat? Predlagati, greva midva na terapijo, oziroma kaj? Prvo kot prvo vzpostaviti željo, oziroma jasnost glede tega, ali si želita oba boljšega odnosa, ali si želita oba spremembe. Ker zdaj spet tako, meni, če je odnos v redu, moj partnerki pa ta odnos ni v redu, pa bom jaz proti spremembi, me ne bo na nobeno stvar zolekla. Pač očitno ta partnerka hoče od tega odnosa nekaj drugega, kar hočem jaz. Mi lahko potem rečemo, izrazimo nekaj, kako se mi v odnosu počutimo. Mi lahko vedno komuniciramo, meni pa to ni v redu, jaz se v tem ne počutim dobro zaradi tega pa tega. Če mi kažemo s prstom na svojega partnerja, s tabo je nekaj narobe, ti moraš te pri sebi pripraviti, ti si tak, ti si tak, ti si tak. S tem sam pritiskamo na ego in na obrambne mehanizme, kar pomeni, da dobimo prst nazaj. Ti si tak, ti si pa taka. Ti bi mogel to spremeniti, dokler boš ti taka, tako, ne bom jaz nič spremenil. Pa so spet pri otročjem obnašanju. To je spet kazanjem s prstom en na drugega. Mi lahko vedno pač tudi tako je. Odnos je dosti yin yang. To pomeni, da jaz ene stvari pri sebi nadgradim, pa jaz začnem to živeti, pa jaz na tak način v bistvu jaz lahko prevzamem pobudo za spremembo tega odnosa, bo tudi partner v bistvu se začel temu prilagajati prej kot slej. Zato, ker bom jaz tisti, ki bo prevzel vajeti, ker zdaj pa jaz vodim. In tle je pri ženskah malo težje, zato ker ste primarno v ženski energiji, ker pomeni ne, da vodite, ampak sledite v nekem, tako. Če gremo čist na vidik narave, in je to pobudo težji dati. Kar lahko vi tukaj naredite, je, da iskreno poveste brez obtoževanja, kako se v tem počutite in kaj si od odnosa želite. In potem partner, ki vas ima rad, ki vas spoštuje, bo tudi sam želel, da bo odnos boljši. Če ste partnerju zgolj ena zadeva, ki ste tle zato, da je posoda pomita, pa to, pač pa cote pospravljene, pa da ima neko intimo, pa to, je pa na vas, da se vprašate, je to partnerka, s katerim hočete še graditi naprej ali ne. No, sej, dejansko to se je meni zgodilo v mojem zakonu, ker je bilo tako, ko sva midva imela težave, jaz se počutim tukaj na ta način in razlagam, recimo to je leta nazaj, več kot 10 let nazaj, ampak vedno sva prišla do točke, ko je bilo na ta način, pač je spet luna. Ko te spet daje hormoni, nekaj s tabo narobe, na ta način. In pa, ko sem začela razmišljati, jaz težav nimam, ti imaš težave, zmeraj je bilo tako. Jaz težav nimaš, ti imaš težave, ti imaš hormoni te dajejo, luna te daje, nekaj s tabo, a spet si imela ene prijateljice, ki so ti sprale možgane na ta način. Sem začela razmišljati, mogoče imam pa res jaz probleme. In se pravi, jaz lahko samo sebe gradim, delam na sebi, grem na delavnico za osebno rast, preberem knjigo, govorim o svojih čustvih, ampak nikdar ne morem spremeniti obeh dveh. Lahko spremenim sama sebe. In svojo spremembo zmotiviramo še druge po spremembi. Ker bolj, ko smo mi funkcionalni, bolj se ta mir pa suverenost čuti in bolj s tem druge tudi potegnemo to, da jaz bi tudi to. Jaz bi tudi čutil to suverenost vseb. Jaz bi tudi, ker tudi, zakaj prihaja do konfliktov? Zato, ker pač en drugemu pritiskamo na rane. In bolj, ko tudi ni naših ran več, na katere se pritisne, ni pol te reakcije in se tudi te konflikti ne peljejo v to smer. In pol tudi mi ne skušamo nekih odnosov popravljati iz neke bolečine ven, ampak dejansko se mi sprašujemo, kaj pa mi hočemo v življenju. In mi to partnerju jasno skomuniciramo. In potem partner pol vidi, da mi to resno mislimo, da to ni en upor proti staršu, nek protest, ampak da, zdaj pa moja je pač ful funkcionalna, pač dobro se počuti v svoje samozavestna, ve, kaj hoče. Take ženske pa ne boš več za samoumevno tudi jemal, če pač želiš imeti neko srečno zvezo.
boš tudi videl, ok, tle pa moram jaz tudi nekaj narediti, če moja partnerka tukaj na sebi dela, jaz pač nočem se tle počutiti, kakor en, da za svojo žensko caplam. In ga v bistvu na tak način pol spodbudiš tudi neki spremembi, če ga. Ni pa tle spet nobenih zagotovil, tako kot iskrenost ni zagotovilo, da bo pač vsak sprejel to, kar imamo mi zapovedati, pa da bo vsak ful vesel za informacijo, ko jo bomo mi dali. Tako. Ampak mi s tem kreiramo življenje, ki je poravnano s tem, kar mi čutimo. In tudi kdaj tudi pride do tega, da ni vsak partner za nas. Tudi to je ena od opcij, sej fajn je na odnosih delati, pa jih popravljati, ampak kdaj pa tudi reči, treba Bob reči, dejstvo je, ti hočeš to, ti imaš idejo, da zveza bi mogla tako funkcionirati, jaz imam pa drugačno idejo. Jaz pač sem pripravljen delati na tem, vložiti v to, ampak če vidim, da ni nič z druge strani, je to. Tako, jaz si tudi pripravljen pustiti tako vezo in vzeti lekcijo iz tega, kar si se naučil ali pa smo se naučili iz te veze in enostavno gremo naprej. Se mi zdi pa pomembno tle, da imaš pri sebi mirno vez, da si naredil vse, kar si lahko. Tako. Na sebi. Na sebi, tako, ne na drugemu, na sebi, da si res vse naredil in da tudi jaz vidim, da ta del, kako pomembno je, da odpustimo sebi, drugim, odpustimo. Zdaj, jaz mislim, da odpuščanje je takrat, ko te ne boli več. Ne pozabiš, ampak te ne boli več, ni tisto, kar vsakič znova zakrvavi. Tako. In takrat lahko mirno pogledaš tudi na situacijo, mogoče na izkušnjo, ker rečeš, iz tega ven sem se pa naučila to in to in zaradi tega v redu je. Mogoče sem se rabila naučiti, moja lekcija postavljati meje, pa je tudi v redu, ali pa biti iskrena. In da sem res iskrena, da takrat povem, zdaj pa jaz občutam to in kljub temu, da me je strah reakcije, govorim o svojih čustvih. Ja, in to si zelo dobro povedala, glede odpuščanja, pa lekcije. Torej, odpuščanje... V kateri knjigi pišeš o tem? V bistvu v obeh mal, ampak prav to, kar si pa zdaj omenila, je pa v pravi odločitvi. Torej, da ti iz teh odnosov, ki jih imaš, da ne gojiš zamer, ampak v njem jemlješ dragocene lekcije in si lahko hvaležen čisto za vsak odnos, ki si ga imel. To se mi zdi, da je pol nek zdrav napredek. Da ti preteklost res pusti za sabo. Da je preteklost pač vzad. Da ni to breme, ki ga nosi s sabo. In vsaka zamera, vsaka jeza, ki jo imaš ti do preteklih partnerjev, do ljudi, s katerimi si delal, pomeni, da še nisi iz teh odnosov lekcije ven potegnil. Ker ko lekcijo dobiš, si zaradi teh lekcij danes boljši človek, kar pomeni, da si lahko hvaležen za te stvari, ko so se ti zgodile. In vem, da vsi imamo različne situacije in ene so zelo težke za sprejeti, pa lekcije iz njih potegniti, ker so zelo boleče. In si rečeš, ok, to je pa tako grozna situacija, se mi je zgodila, da tle pa pač enostavno je vloga žrtve edina vloga, ki je za to primerna. En čas, dajmo si čas, ampak po eni točki se moramo pa mi odločiti, ok, a jaz hočem življenje, ki me ta situacija definira, pa me omejuje še naprej, a ne bi bilo fajn imeti življenja, da jaz lahko to pustim za sabo, pa da je to ena stvar, ki ni ena rana, ki jaz nosim, ko je ena medalja iz vojne, ki je tlele, ki je moje odlikovanje, da sem jaz to prestal, ker sem pa jaz toliko trpel v življenju, pa ker sem toliko težko izkušnjo dal čez, zaradi tega pa jaz si zaslužim več vašega spoštovanja. Ampak bo to ena stvar, ki sem jaz pripravljen spustiti, odpustiti drugi osebi, odpustiti predvsem sebi, da sem to dopustil. In to sprejeti kot neko lekcijo in iti naprej, brez da svoje rane nosim kot medalje. Ta je dobra primerjava. To je eden največjih izzivov, ki jih imam tudi pri delu pri svojih klientih, da pridejo do tega spoznanja, da res pač grozna stvar se je zgodila. Ampak koliko časa boš ti to stvar spravil na plano ven kot nek razlog zaradi tega, da ti si tak, kakršen si, da je to tvoja bojna medalja, pa rana, da si ti vojni veteran, ker ti moramo vsi takole narediti. Koliko časa boš še pustil, da te to vleče dol, da bo to izgovor za to, da ti ne živiš življenja najboljšega možnega, ki ga lahko. Kdaj boš ti to lahko končno spustil? In to je
ker tle je spet, ne, tle ni, noben te ne more obsojati za to, da si žrtev. In to je zelo težko spustiti. In ne bo, to sem že tudi na enem drugem podcastu, smo na to prišli, sem tudi rekel, da pač ne bo unikatnost tvoje zgodbe izgovor, da ti ne živiš življenja, ki si ga zares želiš, ampak ne bo to neka dragocena lekcija, zaradi katerega ti lahko bolj življenje danes živiš, kot si ga mogoče takrat predstavljal. Rok, se me spomnil na vojnega veterana, Forrest Gump, smo ga vsi gledali. In je tam ta njegov sovojak, veš, ki izgubi brez nog. In je cel jezen, zapit in krivi vse od vlade naprej do situacij, kar se mu je zgodilo v življenju. In potem ga Forrest Gump pomaga sebe na barko, ki je v bistvu kakorkoli življenje je tako kot je. Življenje je tako kot škatla bombonjernih teh bombonov. Nikoli ne veš, kaj dobiš. In kaj potem, veš, kaj je bil vihar, ko je visel tam na jamboru in se je z Bogom kregal. In na koncu je sklenil mir z Bogom. Sabo, ne? Ja, sabo je sklenil mir. Ampak tako dobro prikazano, kako si, ker on je bil res žrtev, brez nog je bil, žrtev je bil. Ampak kljub temu, če si taka žrtev, lahko iz tega najdeš nek smisel, skleneš mir sam s sabo, z Bogom, z življenjem in živiš naprej. Tam da mi je najbolj tak primer, dober film, ga bi morala še enkrat pogledati. Res dober. Pa ogromno takih primerov. Ogromno je zgodb, ko so ljudje, ki so jim res grozovite stvari zgodile, iz tega pobrali neko lekcijo pa moč, zaradi katerih živijo še bolj življenje danes. Tako celo motiv. Celo motiv. In to predajo naprej in navdihujejo druge. No, vse, če gledaš, veš, sigurno tvoj naslednji korak je povezan s tem, si imel krizo, si dobil moč in zdaj delaš naprej. Tudi jaz ne nazadnje skozi mojo hormonsko zmedo, ki je bila na podlagi čustvenega stanja in skozi svojo odločitev, dosti ljudem pomagam, kako graditi lepše odnose. Je zanimiv, zadnji par, ki je bil tukaj pri meni, sta bila zanimiva, veš. Gospa je rekla, da je dobila uteho v veri, da ona samo bere Sveto pismo in da je to. In v osnovi mož jo je pripeljal sem, ker želi rešiti to potapljajočo barko zakona. In potem sem jima vsakmu svojo knjigo dala in sem rekla, zanimivo, ne? Kam je šla, gospa je šla v vlogo borca, ona je na juriš, zaradi tega, ker mož je zaradi vzorcev svoje družine, ko so prišle težave, se je skril. To je bil vzorec družine. Jaz sem vsakmu dala svojo knjigo, možu sem dala, pa jo nimam tle, ko imajo čakre žur, ker ima korensko čakro popolnoma izpraznjeno, ženi, seveda, te dve knjige, možu sem dala to, ko imajo čakre žur, ker ima korensko čakro, njej pa moške hormone, ker je ona preveč v moški energiji, ona je samo na juriš. In si ne dovolj čutiti in si ne dovolj občutiti itus, to globino svojih čustev, pa biti res iskrena. In pač uteho je sicer najdla v veri, ampak samo, veš, ponavljati neke molitvice, pa brez modrosti vam potegniti iz situacije, je to res bolj švoh obliž. Ja, obliž je, ne? Ja. Torej, kaj pomeni, če imamo obližja, pomeni je, da pokrijemo rano, ne? Tako. In sem rekla, se vama ne moram garantirati, da bo ta vidva rešila vajen zakon ali ne, ampak sigurno pa vem, da če boste delali, da boste vsak sebe pozdravila. Vsak svoje vzorce. In tudi, če bo šlo življenje, da vsak gre na svojo stran, boste iz te bitke prišla boljša človeka. Iz te situacije boste zrasla vidva kot duše. In tako druga ne moramo spremeniti, sebe pa lahko. Tako. In odnosi, partnerski odnosi so nam največja lekcija. Tam imaš nekoga, ki ti je blizu, ki je tvoj partner, ki je tvoj enakoreden, ki ga imaš rad, ki ga nočeš izgubiti. Tako. In ni v bistvu ta navezanost, kakorkoli
je lahko naša ječa, je tudi ena zelo velika spodbuda k spremembi. Ker imaš ti, lahko ti neznanco rečeš, deliti kar češ. Ja, partnerju tega ne moreš glih tako reči, ker je še vsem pač s tem človekom živiš, gradiš življenje in je v bistvu ta pride do te želje oziroma potrebe po spremembi, tudi, ko nam je nelagodno. In redko kdo nas lahko toliko ujezi ali pa nam na rano pritisne, ravno kot naš partner. Je le intima, veš? Ja, pa rane se odpirajo znova in znova, ene in iste. In vsakeč, ko se odpre ista rana, bolj boli. Vsakeč ne bolijo nas toliko enkratni problemi, kakor oni, ki se nam zgodijo že 100-krat. Ker tam je pa res ta nek občutek nemoči, da je 100-krat sva se že v tej zadevi menila, nisva rešila nič, to je una zadeva, ki res sproža to jezo, pa ker se pol tudi odnos začne iz ta ljubezen preobraziti v sovraštvo. Ker je ta občutek nemoči in to sovraštvo nam v bistvu je pa spet pol kot neko orodje, ki nam pomaga razbiti navezanost, da mi sploh lahko od partnerja gremo. In je škoda, da do tega prije, ker če delaš na sebi, ti do teh lekcij prideš še preden gre čez vse te korake. Tako. Da ne pride do sovraštva in lahko tudi s partnerjem, ki vidiš, da si vse dal, da si se potrudil, da si to lahko pač stvari skomuniciraš kot človek, brez dretja, brez upitja, brez tega, da rabiš ti v naval jeze pa sovraštva, da ti lahko rečeš, veš kaj, jaz pa mislim, da ta odnos ne pelje več, ampak lahko to pride do odločitve, ki je usklajena tako z umom kot srcem in smo pol z njo res pomirjeni. Ker dostikrat pride tudi v odnosih do nekih razhodov, ki pridejo iz trenutnega navala čustev. In delo na sebi, pa na čustveni inteligenci, pa na razumevanju svojih čustev, pa poslušanju svojih čustev, ne pomeni, da mi ratamo impulzivni in da mi v trenutku navala jeze, žalosti, zavisti, kjer ljubosumje, česarkoli, sprejemamo drastične odločitve, ampak da se mi tudi zavedamo, da mi razmišljamo drugače takrat, ko nas prevzame ena emocija, kakor smo pomirjeni. Se je v bistvu preplavljen s čustvi, z energijo teh čustev in sploh za letošnje leto, veš, energija ognjenega konja, je prav poudarek na tem, da ne sprejemati impulzivnih odločitev. Ker je ogenj, ker ti lahko vržeš žigalco, ko je vse suho, pa boš vse bo pogorela. A pa je to pametno? Je pametno dejansko. Zato jaz sem prepričana, da zdaj smo res do točke prišli, da je čas tak, da vsak ne pogleda svoja čustva, ne se ukvarja s svojimi čustvi, ne pogleda, ki je, ker potem sebe prineseš. Pa ni pomembno, kakšen odnos je to, a je to partnerski, a je poslovni odnos. Ampak živimo z odnosi, nismo samotno drevo sredi puščave. Vsi smo v nekem gozdu drugih dreves, drugih ljudi, se pravi, moramo sobivati. Je pametno sobivati, zato da lahko dobro živimo. In zato je to pomenilo, da dejansko že čas je prišel do tega, poglobi se v svoja čustva. Začni razmišljati, kaj, vsak sebe izboljšuje, kako bo vsak sebe malo izboljšal. Če vsak nekaj naredi, pa bo nastalo nekaj lepega. Pa mogoče še bolj, da še to malo preobrazva to besedo izboljšal, ker da je z nami nekaj narobe, pa da se moramo popravljati, ampak osvobodil, da si vedno bolj svoboden, da si vedno bolj neobremenjen, da si vedno bolj, življenje vedno bolj postaje igra. Življenje pa ni več to resna stvar. Se lahko imaš fajn, slikaš, ustvarjaš, imaš super pogovore, super izkušnje, ni več sam borba. Ker to pa lahko res začneš uživati v življenju. In ne rabiš maske. Ne rabiš maske, zato ker si samo to, kar si. Tako, ne rabiš se izdajati. Tako, in ne rabiš niti titol, štempljev in tako naprej, zaradi tega, ker smo vsi samo ljudje. In nekdo, da je dosegel nek naziv, je bil, recimo, sploh potom formalne izobrazbe, je bil toliko bolj priden, je sedel za knjigami in tako naprej in si pridobil ta naziv, ampak to še nič ne pomeni na čustveni inteligenciji.
Ne, to je pač vsak ima od nas svoj notranji svet, ki ga celo življenje spreminjamo, posodabljamo. In fajn je, da gre v to smer, da je vedno manj teh težav pa bolečine. In z delom na sebi definitivno je to rezultat tega. Bolj si pomiren, sam s sabo, to ne pomeni, da zdaj rataš pasiven, delč od tega, ampak enostavno, da si lahko pri stvari karkoli delaš, da ti ne vletavajo skozi misli, pa neke rane, pa neke bolečine, da se lahko pogovarjaš o kjerikoli zadevi, da ni tabu tem, da ni teme, ki te pa zdaj vsi obrambni mehanizmi ali pa v tebi zbujajo. Tem pa mi ne govorimo, ne? Tako, pa jeza, pa nelagodje, pa sram, ampak da si pač svoboden človek, lahko se o čemarkoli pogovarjam, lahko pač živim življenje, ki ga dejansko želim živeti, ker nisem obremenjen, kaj sosedi mislijo, kaj bati pa mami rekla, da sodelujemo s svojim partnerjem, ne da skušamo njega prisiliti v neko idejo, kdo bi naš partner mogel biti, ampak da se zavedamo, da to je naš človek, s katerim si mi zberemo, da bomo gradili, ustvarjali in šli na to življenjsko pustolovščino skupaj. In to je pač osebna rast, pa delo na čustveni inteligencije, da mi razumemo, kako naše telo deluje. Da mi razumemo, kakšen je namen čustev, kakšna je vloga čustev, zakaj pride do jeze, kaj je vloga jeze. Zakaj imamo to skozi evolucijo, zakaj smo razvili to emocijo, zakaj je žalost, kaj je namen žalosti, kaj je vloga žalosti, kakšne so pasti žalosti. Kako žalost lahko postane droga, v katero se ujamemo, ko se sami sebi smilimo. Ker solze vedno prinesejo zraven še občutek osvoboditve. In to je lahko tudi orang droga, ker lahko vodi potem v vedno večjo zaciklenost, tudi v depresijo potem kasneje. Kakšna je vloga sramu? Zaščita pred ranljivostjo, da vso to dinamiko te čustvene inteligence, da se poglabljamo v čustva, da preberemo ogromno knjige na to temo, ko si jih lahko pogledamo. Tudi jaz v svojih knjigah o tem govorim. In kako, ko mi razumemo to dinamiko čustev, ko se eno čustvo v nas vzbudi, je to kakor neka nova lekcija, ker se mi vedno lahko odločimo, a bomo jo zdaj vzeli, pa bomo rekli, ok, jaz sem zdaj s tem soočil, pa bom jaz se nekaj od tega naučil, ali bom pa jaz to predstavil za kasneje, pa mi se od tega pobegnil. Bom potlačil, ne? Ampak to vse ostane. To za kasneje ne pomeni, da tega ni več, ampak da se naslednjič ven pride. Pa v vedno bolj neprijetni in nepriročni situaciji pol te stvari ven butajo. Vedno bolj glih takrat, ko je najbolj neroden, bojo te stvari ven prišle. Tako. In zdaj kakorkoli, ti si vse ena generacija, če bi jaz malo pohitela, bi bil lahko moj otrok. Zdaj moja generacija, tvojih staršev, pa vidim, kako smo mojstri, ker vse je bila drugačna vzgoja, mojstri o tem, da se izognemo čustvovanju. In potem gledam to mojo generacijo, ogromno ljudi, tako moških kot žensk, ima težave z zdravjem. Ogromno. Pritisk, težave z prekomerno težo, z holesterolom. Holesterol je ravno tako potlačeno čustvo. Strah. Se začne jeza in strah pomešana, se začne nabirati na jetra začnejo slabše delovati in zaradi tega se začne proizvajati holesterol. V bistvu strah je zamašil žile. Dobesedno na fizični ravni se potem strah naseli v žile. Ali pa recimo sladkorna bolezen, in pravijo poplava avtoimunih obolenj. Ja, normalno, zaradi tega, ker smo bili programirani na to, da potlačimo, to je pa trebušna slinavka, je pa povezana s potlačeno zamero, ampak niti ne toliko zamero, kot še v globje tako globoko razočaranje. Tako, se ne da nič narediti, tako, se ne da nič spremeniti. Veš, tako, še en dan bomo preživeli. In koliko imamo za narediti, tako da moja publika so predvsem seveda dame mojih let, tako da vse, kar boste vi počistili, boste svojo generacijo, svojih otrok in vnukov osvobodile, drage dame. To je povprečno so ženske, tako vem, pač poznam statistiko,
Ampak ena stvar, a ne, kar mi starši naredimo, mi razbremenimo tudi svoje potomce. Ja, ker damo naprej neke bolj čiste vzorce, ne? Manj balasta. Ne? Tako. In pol, ker mi namo spucali, bojo pa oni, ne? Tako. Če bojo, ne? Pač njihova izbira. Ne? Ampak mi dobimo od naših staršev, oni so neki spucali za nazaj, če so, ne? In potem mi to prejmemo in mi damo naprej to. Ne? In neko generacijsko čiščenje nefunkcionalnih vzorcev se dogaja. Ne? Tako, to je prav, čas je tak. In čutim, da je čas, da gremo v to čustvovanje, kar je povezano s koreninami, zato je tole drevo, veš. Krošnja je lahko samo to kvalitetna, kakor so kvalitetne korenine. In zdaj, jaz res verjamem, da je čas tak, da je čas, da prečistimo korenine, da pridemo do tega, da res ozeleni ta nov svet, da pride drugačna, da ti otroci, ki se zdaj rojevajo, da bodo imeli drugačno podlago, kot smo imeli mi, da vsak rod stopi na ramena prejšnjega rodu. Pa če res verjamemo to, je res svet se spreminja na boljši. Ja, mislim, tudi če gledamo zgodovinsko, ne, Ja. gledamo 1000 let nazaj, kak je bil svet, v kakem so živeli, ne, koliko je danes boljši svet, ne, koliko smo danes bolj varni, s katerimi stvarmi se lahko danes ukvarjamo. Ne samo preživetjem pa domovarni, ampak dejansko se lahko v čustvih pa v delu na sebi. Tako? 500 let nazaj je bilo, večina ljudi ni znala brati, bral si, če si bil plemič ali pa duhovnik, ne, nisi šel dlje kot 50 km od svojega rojstnega kraja, velika večina, ne, tam, ki si se rodil, radi 50 km, tam si se ti gibal in to je bilo vse, kar si ti poznal, ta svoj okoliš. Povprečna starost je bila 30 do 40 let. Ne? To je povprečna, ker se je sicer, predvsem tudi zaradi tega, ker je veliko dojenčkov umrlo pri porodu. In kolikor govorimo, zdaj veliko se govori o tem, da svet gre v neko smer, da gre na slabš, da ta mladina zdaj, pa te so šli pa res, nam rekel kam, ker so zdaj samo za računalniki, pa za telefoni, pa vse to naprej. Če gledamo statistično pa cele zgodovine človeštva, je vsaka generacija boljša. In to, da mi ne razumemo sveta, v katerem živimo, ni to, da se svet spreminja v nekaj, kar bo šlo cugrunt, kar bo propadlo, ampak da mi izgubljamo stik z mlajšimi generacijami, s trendi in jih ne razumemo več. In iz tega pol pride tudi strah pred neznanim. Če pa beremo kakšne zapise starih Grkov, pa že takrat lahko vidimo, da so glih tako takrat pisali, da naslednja generacija bo pa ta svet poslala v pogubo. In to so naši starši govorili in če mi ne bomo pozorni, če ne bomo delali na sebe, pa ne bomo pa se zavedali, da ko se mi staramo, pa ko izgubljamo stik s trendi, pa s tem, kar se dogaja, bomo mi isto govorili. Mi isto razočarani nad mlajšo generacijo. In jaz tudi veliko delam z mlajšimi. Konkretno lani sem začel z enim projektom, ki sem začel kot mental performance coach z eno gaming ekipo slovensko, ki igrajo Counter-Strike, eno streljačino in o tem tekmujejo. In sem začel delati z njimi, in da lahko imajo večji fokus, da so bolj zbrani, da bolj sodelujejo, da imajo boljšo komunikacijo. In zelo veliko delamo na čustveni inteligenci. In kar sem spoznal je, da so ta generacija pri svojih 20 letih, pa to govorimo o gamerjih, ko so veliko za računalnikom, so čustveno bolj zreli, kot recimo smo bili mi. Ko sem bil jaz 20 let, torej 17 let nazaj, ko sem bil 20 let star, če pomislim, kako sem jaz takrat, kaj sem jaz takrat na sebi delal, pa vse to so bile sam žurke, sam alkohol, sam tiste najbolj osnovne, primitivne človeške potrebe. Kakva osebna rast, kakvo obvladovanje stresa, kakva čustvena inteligenca. In tudi zdaj, ko vidim, ko delam tudi s starejšimi,
imajo pa slabo mnenje o mladini, pa o svetu, kjer v smer gre. Vidim, da tisti, ki delajo z mladimi, ki so v stiku, kaj se dogaja, ki uporabljajo najnovejšo tehnologijo, ki uporabljajo AI, ki spremljajo, kaj se s svetom dogaja, so optimistični. Tisti, ki ne, so pa zelo pesimistični. Jih je pa zelo strah, bojijo se vojn, bojijo se, da se manjkuje empatije, da mladi nima več občutka za starejše in tako naprej. Ne. Da včasih so se starejše spoštovali, zdaj pa ne več. Ne. Ampak bolj, ko se v to poglabljaš, bolj razumeš, da gre bolj iz vidika, da mogoče sami sebe ne spoštujejo, to, ki imajo sami težavo s percepcijo spoštovanja, kakor pa da je to problem, ki ga ima mlajša generacija. Tako da jaz mislim, da svet gre v zelo eno lepo smer. Tako kot si rekla, poganjajo finalisti, korenine okrepimo, jih čistimo, gnile temeljne ruvamo in svet postaje vedno bolj varen, vedno bolj smo lahko svobodni. Tako. Rok, daj mi povej, kje te lahko najdejo ljudje? Najdejo me lahko v kjerikoli knjižnici. Če pa bi želeli mislim, knjige lahko najdejo v kjerikoli knjižnici v Sloveniji, lahko se tudi, ali pa v Mladinski knjigi, lahko se pa tudi naročijo na naslednjikorak.si, to je moja spletna stran, kjer tudi lahko se kaj več preberejo tudi v coachingu, ko ga delam, če bi kdo kakšen 1-na-1 seanso ali pa 1-na-2 ali pa tudi delam team buildinge za podjetja, za sodelovanje, za vodenje. Lahko tam stopijo v stik z mano, naročijo knjigo ali pa mi pišejo prek kakšnih socialnih omrežij, z veseljem se vzamem čas, pa Rok Čož, da boste lahko najdali. Tako da super, res sem zadovoljna, da si prišel sem in vidite, svet gre v ta pravo smer, zato ker imamo take mlade ljudi, ki imajo glavo, predvsem pa srce na pravem mestu. Tako da sigurno s tem boš svojim delom se dotaknil veliko ljudi in sploh mogoče kakšen mlajši, ker lažje mlajšemu zaupajo, mlajši dušici, ki čuti, da je treba nekaj drugače narediti, sem prepričana, da bo v tebi marsikdo najdel tako pomoč, oporo, da lažje naredi naslednji korak in takrat, ko sprejema odločitve, naredi tudi pravo odločitev v življenju, ki je ne obžaluje. Tako da res, hvala ti, krasen pogovor. Hvala tebi za vabilo, pa super vodenje pogovora. Drugače delam tudi veliko starejšimi, tako da niso samo mlajši, tudi starejšimi. Skratka, kdorkoli se poistoveti z tem sporočilom pa z načinom podajanja informacij. Tako da hvala tudi tebi za to vabilo, za super teme si odprla, super vodiš pogovor, tako da sem zelo vesel, da si me povabila, pa da smo imeli lahko tako fajn debato. Upam, da bo komu tudi mogoče kjero področje odprla, ali da dala neko spodbudo, ali pa mogoče sam nek firbec za dodatno raziskovanje. Pa vzame knjigo v roko, veš, pa mogoče ta knjiga, veš, vsaka stvar je tako, pa ti odpre eno stran, pa naslednji korak, a veš, in se nekako gre naprej in gradimo pač sebe, ne? No, ne vam pa povem, z Rokom se poznava že kar nekaj let, zato se tudi tikava in ko je Rok prišel k meni, je rekel, da ima mucko, pač muco, mačko doma, ki je ime Minka. Tako da pogluštan, tako da res. Hvala, ki si prišel, tako da res luškan pogovor. Hvala tebi. No, še kdaj. In hvala vam za pozornost. Hvala vam.